Pozdravljeni! V naši seriji prispevkov posvečeni letošnji veliki nagradi Avstralije je na vrsto prišel prispevek pred kvalifikacijami. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na prvem in drugem prostem treningu. Preden se bomo spustili k našemu običajnemu razglabljanju glede razmerja sil pred prihajajočimi kvalifikacijami, se bomo ustavili tudi pri tehničnih novostih ter zanimivostih. In seveda pri tehničnih novostih se bomo kot običajno oprli najprej na tisti uradni dokument, ki ga da na razpolago sama FIA. Tu je treba povedati, da je proga v Albert Parku po karakteristikah čisto nekaj drugega kot ona v Šekerju, zato bomo videli pri mnogih ekipah drugačne prednje in zadnje aerodinamične stabilizatorje, vsaj kar se tiče profilov, in glede tega ne bomo izgubljali preveč časa. Raje bomo našo pozornost posvetili tistemu, kar je malce drugačno, kar je novo v primerjavi s tistim, kar smo videli na zimskih testiranjih. In seveda začeli bomo pri McLarenu. Tu lahko vidimo seveda drugačne profile na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, ampak po dokumentih je nova tudi tista koža iz ogljikovih vlaken, ki prekrivajo trikotnike zadnje prege. Spremembe na dnu pa zaključujejo ta hiter pregled tistega, kar je novo pri svetovnih prvakih iz sezone 2025. Pri tovarniški ekipi Mercedes imamo seveda spremembe na prednjem in zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, ampak tudi tu so spremenili obliko dna, predvsem bočnih vstopnih plošč. Scuderia Ferrari je ekipa, ki je predstavila rahlo drugačno smer. Seveda tudi tu spremembe na prednjem in zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, ampak pri ekipi iz Maranella so spremenili obliko difuzorja. Če mi je dovoljeno malce razmisliti, bi lahko dejali, da pri McLarenu in Mercedesu iščejo nižji zračni upor, medtem ko pri Ferrariju so se malce bolj orientirali na oprijem, a videli bomo, kaj bo pokazala proga. Pri ekipi Williams vidimo tudi tu spremembe na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, ampak predvsem v tistem delu končne plošče. In tu ne smemo pozabiti, da ekipa iz Grova je spremenila dno, seveda zadnji profil in seveda pokrov samega pogonskega sklopa. Pri ekipi Racing Bulls, tudi tu nov pokrov pogonskega sklopa, spremembe na dnu in spremenili so malce te manjše profilčke, ki se nahajajo na zadnjem pestu. Zanimive so spremembe pri ekipi Alpine, predvsem zato, kako so jih opisali. Seveda pri Alpinu spremenjen prednji in zadnji aerodinamični stabilizator ter nov pokrov. Ampak tu je treba dodati, da so nekako priznali, kako so s temi spremembami samo zadeve naredili skladne z aktualnim tehničnim pravilnikom, kot da na zimskih testiranjih temu ni bilo tako. In zapomnite si Alpine, kajti v nadaljevanju bomo še govorili o njih. Pri Audiju spremembe na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju imamo seveda bočne strukture in seveda bočna vstopnika,
ki sta bila deležna rahlih popravkov. Pri ekipi Cadillac prednji in zadnji aerodinamični stabilizator in lahko bi dejali nič drugega. Pri Red Bullu pa imamo drugačen nosni korpus, poleg prednjega in zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, ampak pozor, tudi tu, podobno kot pri Alpinu, so zadeve uskladili z letošnjim tehničnim pravilnikom in ne bom pripomnil več nič. Cel kup sprememb pri ekipi Aston Martin, kjer pa menim, da se vsi zavedamo, kako vsega ne bodo preizkusili, in seveda ogromno sprememb tudi pri ekipi Haas. Kar se tiče uradnega dokumenta FIA, je seveda to vse. A ne smemo mimo neke spremembe, ki je doletela prav vse ekipe na štartnem razporedu. Pri Pirelliju so spremenili minimalni tlak v pnevmatikah in to kar za precej. Namreč tako na prednji kot na zadnji osi so minimalni tlak dvignili za 1,5 funta na kvadratni palec. Torej, na prednji osi je sedaj ta določena 28,5 funta na kvadratni palec, na zadnji osi pa na 26 funtov na kvadratni palec. Kar bi lahko pomenilo, da so že na samem začetku imeli težave z temperaturo. Če se spomnite vremenske napovedi, smo govorili, da v petek temperatura asfalta 40 stopinj Celzija, težava bo v soboto, kajti pričakuje se približno 10 stopinj hladnejšo asfaltno površino, a videli bomo na kvalifikacijah. Poglejmo si sedaj še zanimivosti. In tu si bomo seveda ogledali fotografije, ki so jih posneli v pedoku in ki nam kažejo kakšno zanimivo tehnično rešitev, ki jih prej praktično nismo mogli videti. In verjetno bo vse zanimalo, kako so pri Ferrariju oblikovali tiste jeklene zapreke okrog same izpušne cevi. Imamo dva zanimiva posnetka. In tu lahko vidimo, zakaj so pri Ferrariju pomaknili diferencial malce bolj nazaj, da so lahko vgradili seveda te aerodinamične elemente. Za razliko od drugih ekip, ki jih vidimo tu, lahko občudujemo seveda premetenost pri Ferrariju. Zanimivo bo videti, kako bo vse to delovalo na primer na veliki nagradi in ko se bo šlo na polno. A to ne pomeni, da ima Ferrari prednost na vseh področjih. Če sedaj pogledamo, kako izgleda bočna struktura, na primer McLarena, v tistem spodrezanem delu neposredno pod bočno hladilno režo, bomo videli, da rešitev Ferrarija ni tako ekstremna. Seveda ni na nivoju, na primer Cadillaca, kjer bi lahko dejali, da gre za nekaj osnovnega, ampak s prostim očesom bi jo lahko primerjali na primer z Williamsom. In tu verjetno dva različna načina razmišljanja, dve različni smeri in samo proga bo pokazala, kdo je imel prav. In ne smemo mimo novice, ki je presenetila še samega Valtterija Bottasa. Namreč izbrisali so mu kazen, ki jo je pridelal na veliki nagradi Abu Dhabija v sezoni 2024. O tem smo govorili v zadnjem komentarju novic. Namreč res so pri FIA spremenili športni pravilnik, ampak v lanskem letu, torej v sezoni 2025, Bottas je imel kazen v sezoni 2024. In ker ponavadi pravne norme, in tu me boste pravniki morda popravili, ne veljajo za nazaj, ampak samo za naprej, smo vsi mi smatrali, da kazen Bottasa ostane, in tako je mislil tudi sam. Ampak kot bomo videli v nadaljevanju, s kaznijo ali brez, verjetno to ne bi spremenilo
njegovega položaja na samem štartnem razporedu. Prišel je čas, da si ogledamo razmerje sil. In kot običajno je treba poudariti, da razmerje sil, ki ga bomo skušali ugotoviti sedaj, je tisto, ki ga pričakujemo na kvalifikacijah in ne na dirki. Namreč o tem, kakšen je ritem, se bomo bolj podrobno pogovarjali v zadnjem briefingu. Sedaj se bomo samo usmerili na tisti en sam hiter krog. In tu velja poudariti kot mnogokrat doslej, da rezultati prvega prostega treninga pogostokrat niso mirodajni. Čeprav verjamem, da ima Scuderia Ferrari ogromno privržencev, ogromno gorečih navijačev, vam moram tudi priznati, da mi ni všeč vse tisto, imenujmo ga navdušenje, ki so ga sprožili določeni tudi malce nestrokovni viri, ki so takoj iz rezultata prvega prostega treninga naredili zgodbo. In verjamem, mnogi navdušenci, navijači so hoteli, da je to res in tu ni nič napačnega. Napačno je vzbujati, recimo temu, lažne upe. Namreč na drugem prostem treningu smo lahko videli, da je slika popolnoma drugačna. Namreč Oscar Piastri tam na vrhu, takoj za njim oba Mercedesa in seveda kot neke vrste tretja sila Scuderia Ferrari. Tista prednost, ki je nekako bila tako opevana v prvem prostem treningu, je enostavno izginila ali pa je nikoli v resnici ni bilo. In treba je povedati, da takoj za Ferrarijem imamo Maxa Verstappena z Red Bullom, čeprav bi lahko dejali, da Red Bull kaže, da njihov pogonski sklop morda še ni prav dozorel in da je Max tisti, ki naredi nekaj več. Čeprav tudi Izak Hadjar ni bil slab. Čakam na rezultate kvalifikacij, ampak upam, da bo boljši, kot je bil lani Lawson in Tsunoda. A če se vrnemo k obema Mercedesoma, sem mnenja, da na kvalifikacijah znata biti oba, tako Antonelli kot predvsem Russell, še hitrejša. Mene je presenetil njun ritem na rabljeni pneumatiki hard na drugem prostem treningu. O tem bolj podrobno v zadnjem briefingu, ampak občutek sem dobil, da se resno skrivajo. In treba je povedati, da pravzaprav imamo neko razmerje sil, ki je logično, tudi glede na rezultate samih zimskih testiranj. In seveda tu je treba poudariti, da je bil Arvid Lindblad voznik, ki me je prijetno presenetil, tako na prvem kot na drugem prostem treningu, čakam kvalifikacije in samo dirko. Med tistimi zasledovalci sta se najbolje odrezali ekipi Haas ter Audi. Tu ni niti najmanjšega dvoma. Ampak vašo pozornost bi rad usmeril k Alpinu. Primerljive čase so imeli kot Williams. Sedaj, Williams je ekipa, o kateri se špekulira, da ima šasijo z 20 do 28 kg previsoko maso. In kar naenkrat Alpin kot ekipa, ki je bila opazna na zimskih testiranjih, je tam. Če se spomnite naše analize tistih tehničnih novosti, so ugradili kar nekaj delov skladnih z pravilnikom 2026. In seveda tu podobna zgodba, kot smo jo omenili že pri Red Bullu. Ampak je mogoče res, da so pri Alpinu na zimskih testiranjih bili izven tistega, kar veleva pravilnik? Ne vem, nočem špekulirati. Na dnu ne smemo mimo Aston Martina. Kot smo že napovedali v predhodnem prispevku. Aston Martin bo napravil nekaj krogov, zato da bo izpolnil obveznosti pogodbe Concord in pika.
Čeprav mnogi menijo drugače, videli smo to na samih prostih treningih. Enostavno Honda nima dovolj rezervnih delov za njihove pogonske sklope. Je to sramotno? Po mojem je, ampak oni pri Aston Martinu so Hondo izbrali. Namreč Mercedes jim je ponudil nadaljevanje pogodbe, vsaj tako pravijo viri. In ne smemo mimo Cadillacka, ker so se začeli kazati prvi znaki neizkušenosti. Vidimo težave, ki so se pojavljale na prostih treningih in upam, da na kvalifikacijah bo šlo vse malce bolj gladko. Ampak mene pri tej novi ekipi zanima predvsem zaostanek, ki ga bojo imeli na koncu dirke, če bodo do konca seveda prišli. A o tem malce bolj podrobno v zadnjem briefingu. Sedaj lahko bi dejali, da za kvalifikacije vidim nekako tam spredaj oba Mercedesa in ne smemo pozabiti na oba McLarena, kjer morda Lando Norris ni bil danes v pravi formi, ampak Oscar Piastri kot domačin je seveda motiviran, kako drugače pa naj bi se obnašal na tej dirki. Kaj bi lahko dejali pri Ferrariju? Da ukoliko oni spredaj bi naredili kakšno napako, lahko izkoristijo priložnost. Prav tako priložnost lahko izkoristi Max Verstappen, ki je zmeraj nevaren, zmeraj prisoten, ampak ne vidim ga tam prav spredaj na pole positionu ali drugem mestu. Ampak morda se moti. Kar se tiče našega prispevka pred kvalifikacijami, je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.